Kakšen je bil napotek Borisa Veneta potem, ko je dvakrat komajda preživel raka? Prva stvar, na katero moramo delati, to je naš imunski sistem. In to je naš notranji bog telesa. Seveda so tukaj nezavedni vzorci, naša čustva, se pravi čustva, mentalni, duhovni in fizični nivo, je več nivojev človeka. In v bistvu zavedati se, da je to bogatstvo res v nas, da smo mi neskončen izvor notranje moči. Dodaja še, da je že pred 2 letoma javno dejal, da ga koronavirus ne skrbi. Skrbita pa ga finančni virus in virus hrana in tiha denacionalizacija, ki sledi, če se ne prebudimo. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu bojo davki in vse te stvari se toliko stopnjevale, da ljudje ne bodo mogli enostavno tega plačevati. Da je denar le papir, pravi Vene, to, kar si želijo centri moči, ki vsake 5 let sproducirajo manjšo, vsake 10 let pa večjo krizo, pa je pridobiti stvarno vrednost. In to počas centri moči želijo dobiti vse v svoje roke. Recimo, če greva zdaj na Ukrajino, recimo v Ukrajini so Američani zdaj kupili že 1/3 zemlje. Če gledamo najbogatejše na svetu, ala Bill Gates in tako naprej, oni so kupili parcele za več kot je velikost cele Nemčije. Se pravi, you will own nothing and you will be happy. Tle nekaj naštimati. Zakaj pa centri moči za sebe pa nabirajo zmeraj več tako imenovane stvarne vrednosti? Lačen in žejen človek pa je vodljiv. Naravne dobrine in danosti pa morajo biti v dobrobit vseh, meni Vene. Prepričan je, da bomo vse tovrstne krize preživeli le, če bomo razumeli pomen skupnosti. Geslo zdrav duh v zdravem telesu je potrebno nadgraditi z geslom zdrav duh v zdravi družbi. Boris Vene je avtor oziroma soavtor številnih knjig z področja celostne obravnave človeka, je predavatelj, osebni motivator in poslovnež. In mi smo tale jajček, ljudje. Ko pride čas, na njega posveti ena določena božanska svetloba, rečemo temu, in potem, kaj se začne dogajati, ta lučka v nas, kdo mi v resnici smo, se začne prebujati. In potem, če delujemo na tem, potem to olupina, kar mi nismo, odpade in naša resnična narava pride ven. Da smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja, ki je na prelomnici. Da se mi prebudimo, da se zavemo, da mi nismo ne ovce, kot radi po družbenem omrežju govorijo, ampak mi smo speči levi. In z nami manipulirajo in mi se ne zavedamo, kakšno moč imamo. Ena peščica ljudi, centrov moči z nami manipulira in sedaj je prišel čas, kozmično gledano, da lahko naredimo veliko spremembo, ampak seveda je odvisno od naše stopnje zavedanja. Za kandidaturo se je odločil na prigovarjanje vseh povezanih v nestrankarsko civilno družbeno gibanje Zdrava družba, ki je prav tako z zbiranjem podpisov uspelo sodelovati že na državnozborskih volitvah. Opredeljuje se za nestrankarskega ljudskega predsednika. Jaz nisem bil nikoli politik, niti me politika ne zanima. Ampak dejansko so me prepričali, da imam vse te kvalitete, predvsem moja žena me je prepričala, ona je bila tista ta glavna, ko je dejansko naredila astrološko karto in rekla, a veš, imaš vse te kvalitete, ki so in tudi Vener ti dobro kaže. Kot svojo prednost izpostavlja izjemno širino. Se pravi, v življenju sem delal, če temu tako rečem, 100 poklicev, sem avtor več kot 10 knjižnih uspešnic, skupaj s kolegami, ne sam. V Ameriki je bila moja oziroma najina knjiga z Nikolo Grubišem izbrana za ena izmed 3 najboljših knjig vseh časov na področju blagostanja. V gibanju Dobra družba so prepričani, da njihov kandidat v sebi združuje vse tiste manjkajoče vrline, ki jih že leta pogrešajo pri ljudeh na pomembnih družbenih položajih in ki naj bi bile bolj lastne ženskam, vendar se v slovenski politiki to doslej ni odrazilo. Njegov štab je tudi medvoško obarvan. Ja, jaz sem imela v bistvu to milost, da sem Borisa spoznala osebno. In to je v bistvu človek, ki ima usklajene misli, besede in dejanja in ga pač izredno cenim in z tega naslova ga tudi podpiram. Kar pa moram poudariti, je pa tudi to, da ima on izreden čut za sočloveka, živali in naravo. Nova Gorica ima energijo brezmejnosti. In pred par leti sem se preselila v Medvode in iskala tukaj simboliko in našla sem jo na Sotočju. In Boris Vene je to simboliko pooseblja. Če se pogleda 2 reki, se zlijeta v eno in nadaljujeta pot kot ena reka. To pomeni, če združiš vzhod in zahod, srce in razum,
je to enotnost, ki jo mi rabimo. Ker pogreša takšno pozornost množičnih medijev, kot je bila namenjena posameznim predsedniškim kandidatom oziroma kandidatkam, je Boris Vene na svoji spletni strani odgovoril na vprašanja, ki bi jih mu morali ti zastaviti. Med drugim o odnosu do aktualnega dogajanja, do Evropske unije in Slovenske vojske. Obljublja pa poslušanje in odzivanje, torej da ne bo nikoli nem opazovalec družbenih dogajanj v škodo ljudstvu.